In prva praksa je zlati gi, gre za maslo, ki je pripravljeno iz surovega masla krav proste paše, ki živijo naravno življenje po eko in bio visoko predpisanih standardih tudi čez zimo. Zlati G maslo bo predstavil Dušan Mamot Badovinac. Duško, izvoli. Hvala Matej, hvala Studio 12 ekipi, ki vlaga energijo in predvsem širi informacijo. Enkrat sem nekje zaznal en zapis, da v bistvu ne bomo mi spremenili te energije oziroma okolja, ampak informacija, ki jo delimo. Torej ta en slogan je na Facebooku Let's share. Torej informacija je ta, ki jo širimo, v bistvu je pa to zvok. Za sam zvok pa tudi vemo, da ga vse glavne knjige omenjajo kot tisto prvo prasilo, ki je oblikovala galaksijo oziroma osončje in tako naprej. Pa, ker sem načel z informacijo in zvokom, bom tudi nadaljeval, pa potem znova prijem mikrofon nazaj. Torej, to je eno prvih znanih glasbil, zvočnih v bistvu orodij za transformiranje ali ozračja v prostoru ali ozračja okrog telesa oziroma v telesu. Je pa znano potem, ker recimo školjka, ki je prava, raste po Fibonaccijevem zaporedju oziroma po tej sveti geometriji zlati rez. In to se vidi tudi po členkih, ker mi smo tudi zlati rez, če pravilno rastemo in ko damo členke na te glide, v bistvu ugotovimo ta proporc in v bistvu, ko zatrobimo v to školjko, tudi dobimo zvok, ki je zložen v tej geometriji in kot sami vemo, je to samo ena vibracija, ki se potem poveže z našo vibracijo in ustvari določeno klimo. Zvok omenjam in to orodje omenjam prav zaradi tega, ker v bistvu vsak ta lonček, ki je kuhan, torej vsak kozarček masla, ki ostane v naši kuhinji in lončki, ki grejo v javnost, so v bistvu 48 ur, medtem ko traja kuha masla, so ves čas pod hi-fi sistemom, torej kvalitetnim ozvočenjem, torej so v glasbi, medtem ko se kuha in vsak lonec potem, ko je kuhan, je vedno tudi zvočnimi orodji obdelan. Kajti mi se od samega začetka smo Zavod za zdravo življenje, torej že v samem začetku sva ustanovitelja Goran in jaz ustanovila zavod zaradi tega, da tisti, ki bo obrnil deklaracijo in prebral, kdo je proizvajalec, bo že iz tega naslova začutil, da se gre tukaj najbrž za nekaj več. Oziroma v našem primeru se gre za nekaj več. Kajti dojeli smo, da je eno najbolj častnih opravil na tej zemlji hraniti ljudi. V bistvu so predstavniki teh hranilcev ljudi flora in fauna oziroma na prvem mestu je tista naša prva mama in prva mama ni v bistvu naša biološka mama, prva mama je mama zemlja. Ona nas hrani, ona nam omogoča življenje, torej smo en kompleks med floro, fauno in ljudmi v skladu z tem potovanjem skozi vesolje, na katerem potujemo, torej s to našo mamo. Dobro, zdaj pa ta praksa, torej ali danes ustvarjamo opise ali iščemo rešitve. Pri nas se zavedamo, da je ta ta energija je enako m krat c na kvadrat. Zavedamo se tega, da ta energija je tista, ki ustvarja
obstoj. Obstoj na tej zemlji, obstoj v vesolju. Torej ta je ta vibra, neko pulziranje, ki je ta energija, ki je celost, ki omogoča obstoj. Je enako masa. Masa je število ljudi. Masa je število ljudi krat C. C je tista svetloba, kot je Einstein opisoval to znamenito formulo in jo vsi poznamo. In ta C je v bistvu skoraj na istem nivoju kot naša misel. In ko damo mi to misel na kvadrat, kvadrat je tisti, ko iz misli naredimo dejavnost. Torej moja misel je, in zdaj to misel, primiti ta kozarček, ja, misel, ampak dejavnost, aktivnost je, ko ga primem. Torej sem sprožil ravnanje oziroma aktivnost. In se pravi ta zvok, ta informacija, danes tukaj debatiramo, širimo informacije, snemajo se na kamero, poslušamo jih, v redu, odlično. Dogodek se konča, gremo domov. Kaj naj bi sledilo? Misel se ponovi, sledi aktivnost. Obstaja aktivnost, potem je potreben člen mase, torej masa oziroma število ljudi, to pomnožimo in tvorimo energijo. Ta energija se začne nabirati, predstavljamo si jo kot v balonih in ta energija tvori kritično maso. In iz te kritične mase energije šele sledi novi obstoj. Torej, to je ta magična formula. Glejte, mi te izdelke izdelujemo na način, da v bistvu že takrat, ko naročimo steklo, torej steklen kozarček in jih iz kombija nosimo v naročjih, se zavedamo, da v bistvu ta puls je najmočnejši iz srca in v bistvu je zmerjeno, da elektromagnetna energija iz srca sega tudi 20 metrov, torej do konca dvorane in čez. Se pravi, ko glaške prislonimo na samo polje srca, že takrat glaške informiramo. Embalaža je kompletno eko, od barv do papirja. Tudi vsak zvonček, recimo, ki ga ima kravica, ta zvonček predstavlja torej ta zvok, to informacijo, je notri vgrajen vodni kristal. Se pravi, vsi poznamo to tematiko sporočila vode oziroma doktorja Masara Emota, ki je začel širiti, kako je voda medij, kako si vse zapomne in v bistvu prenaša to energijo naprej. Imam sjajnega kolega, ki je sposoben, da v detajl preriše fotografijo kristala v linije, torej v vektorsko obliko. To je naredil za 13 kristalov, tudi naš mini mlečni obrat. Smo naredili posebne ploščice in je teh 13 kristalov v celi kuhinji, to je tako skoraj pol kvadrata velik vsak kristal. Te kristali so v zvončkih, uporablja se predvsem kristal hvaležnosti, ta drugi je kristal ljubezni in hvaležnosti. Nadaljujemo do surovine, zelo se trudimo čim bolj poznati, od kje prihaja surovina, iz katere izdelujemo maslo, kajti zavedamo se, da glavni volilni listič je tisti, ko potegnemo tošelc ven oziroma denarnico, potegnemo bankovec in ga položimo. Torej, kje smo položili tisti bankovec oziroma kovanec? Kam smo vložili svoj volilni listič? Kajti jaz, ko se pogovarjam z ljudmi, mene predvsem zanima njihova časovna bilanca. Zanima me zato, ker recimo, če se znajdem z enim Mihatom in vprašam, Miha, kaj si pa danes delal? In si predstavljam, dan ima 24 ur, najbrž si 5-6 ur spal, povej mi, kje je naslednjih tvojih 19. Torej, ta časovna bilanca predstavlja tudi ta volilni listič, kajti mi hodimo v službo, mnogi hodijo v službo tam in dajo 8 ur svojega kapitala, nekaj najbolj pomembnega, v bistvu je to naš edini kapital, ki ga imamo, je čas, kajti če nimam 5 minut, tudi lulat ne morem iti, če nimam 1 ure, se tudi s tabo ne bom družil. Se pravi, 8 ur dam za to in to. V redu, 8 ur smo pretopili v denar, sledi 1000 evrov, se pravi 25 krat 8, 1000 evrov na račun. Kam nesem teh 1000 evrov, ki so v bistvu čas? In v bistvu je ta matematika, da nas določajo prostor, kje se nahajam, zdaj sem v tej dvorani v Taborju,
moj čas, ki ga vlagam, torej sem tukaj, ga delim z vsemi nami, torej teh 15 minut, in moja energija. Mojo energijo zdaj čutite predvsem prek mojega glasu oziroma glasilk in to so ta 3 faktorja, ki določajo prihodnost in ta 3 faktorja so del tudi te magične formule. To magično formulo v bistvu ves čas dajemo v te kozarčke. Moja časovna bilanca zadnjih 4 let, torej 4x365 je 13 dni dopusta, to pomeni, da v 4 letih sem imel 1-2 vikenda, tako da sem imel v kosu, da nisem deloval, torej deloval za to hrano. Tako da v bistvu hočem povedati, energija je tudi tako močna, da mi pride čez obraz, da se mi ustnice skoraj zatresajo, ampak gre se za to predanost. Kam ta čas? Ali kome čakamo, da bo ene aktivnosti enega dela konec ali bom nadaljeval? In jaz vsakič, ko grem na sprehod na grad, tam je en kip kmečkega upora in tam je 5 figur, ena drži vile, ena drži grable, ena drži kramp, ena drži koso in 5. ne vem kaj drži. To so bili fantje, ki so šli s tem orodjem in so nekaj žrtvovali. Ni bilo problem svoje duše in svojega telesa žrtvovati za nekaj, kar so vedeli, da je vredno. In prvo je treba žrtvovati svoj čas. Treba imeti pogum, treba iti, ne se sikirati zdaj, ali bom živel 40 let, ali bom 50, ali bom imel letos denar za dopust, to nema veze. Veza je samo ta zapuščina, ki jo bomo pustili za sabo in ta zapuščina za ta rod, ki prihaja za nami, za to floro, za to fauno, za to ljudstvo, je v bistvu to, kam vlagamo zdaj ta glavni kapital. In te ljudje so imeli pogum in so vložili čas, so vložili svojo energijo in so se znašli na prostoru in je s tisto koso tam stal in je vedel, kaj hoče doseči. Danes smo se vsi znašli v enem luštnem, konformnem, udobnem času in okoljih. Imamo svoj kavč, imamo svoj TV, Facebook profil, imamo Google, imamo informacije, izvirajo vsaj iz 6 pol, od telefona, televizije, računalnika, časopisov in pač kalkuliramo, ja, toliko denarja, toliko bo tam dopusta, čez 10 let bo ta avto, novi fotelj zamenjamo, čez 2 leti, the best. Res. Pa ni še zvonilo, je že konec? Ko sem naštimal budilko. Aha, rekli smo med 7 in 10 minut. Ok, jaz sem do po 15, konec torej. To je to, torej to je ta izdelek, Zavod za zdravo življenje, ustanovili smo še Inštitut Surf. Inštitut Surf se pojavlja, da pripravlja fair trade hrano, vegansko hrano, pojavljamo se na odprti kuhinji, bomo na art kampu, so hrano se glavno pripravlja na Giju, v bistvu skozi ta produkt širimo svojo energijo in to je ta pika, evo, da zaključimo in da damo priložnost še drugim. Hvala.